Gre za uvod v fašizem. Je pred nami res vojna med demokracijo in antidemokracijo? Je predsednik vlade Janez Janša res vrgel rokavico demokratični javnosti, civilni družbi, sindikatom, medijem, kot pravijo pobudniki referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki po njihovem mnenju uvaja politično policijo? Danes so v parlament vložili več kot 44 tisoč podpisov, kar je dovolj, da državni zbor razpiše referendum o tem zakonu. To naj bi storili na izredni seji v četrtek, če bo na njej dovolj poslancev. Kot izpostavljajo pobudniki referenduma, novela zakona o parlamentarni preiskavi med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet te preiskave, pa te možnosti po novem ne bi imeli več. Kaj drži, o čem bomo odločali na referendumu, ki naj bi ga izvedli jeseni? Z nami sta poslanka Gibanja Svobode, Lucija Tacer Perlin, in poslanec SDS-a Andrej Poglajen. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Poglajen, a se vi strinjate z očitkom predlagatelju referenduma, da novela zakona o parlamentarni preiskavi vodi v fašizem, da se je začela vojna za demokracijo proti antidemokraciji? Ne, gledajte, to so izjave, ki se bolj, bom rekel, pritičejo nekega drugega obdobja, ki nima veliko veze z demokracijo. Mi je pa zelo zanimivo, ko gledamo te obraze pred kamerami, danes pred državnim zborom. Med njimi lahko najdemo recimo Pavla Gantarja. Koliko je bil let aktiven v politiki? 20, ne? Vseh teh 20 let je, bom rekel, bil v veljavi zakon, ki ni dovoljal nobenega sodnega varstva, pa ga takrat nisem slišal, da bi govoril o fašizmu. Prav tako Franko Juri in vsi ostali. Gledajte, pač to so posamezniki, ki so danes stali pred državnim zborom, ki odkrito ščitijo preiskovanje korupcije oziroma ščitijo to, da bi nova vlada, nova sestava državnega zbora odkrivala koruptivne prakse preteklosti, pa tudi more biti vse, kar bi se dogajalo v prihodnje. Tako da z tega vidika seveda gre za nek populizem strani predlagateljev tega referenduma. Me pa veseli, da bodo imeli volivke in volivce možnost se izjasniti, ali podpirajo, da v Sloveniji cveti korupcija, ali so proti temu in seveda novi zakon prinaša trd boj proti korupciji. Gre za to na tem referendumu? Me veseli, da je gospod Poglajen sam ugotovil, da je bila prejšnja oblika zakona, torej ta, ki je veljala pred letom 2024, problematična, da ni zagotavljala sodnega varstva, da ni imela dovolj varovalk. In ravno to smo uredili v prejšnjem mandatu po pozivih Evropske komisije, organizacije GRECO in pa številnih odločbah Ustavnega sodišča. Zdaj pa poskuša nova koalicija z SDS na čelu v bistvu iti nazaj, iti v preteklost. To je njihova mantra cel čas in enako velja pri temu zakonu. 2 leti nazaj so bile vzpostavljene varovalke. Zato, da imajo ljudje, ki se znajdejo kot preiskovanci pred preiskovalnimi komisijami, da imajo sodno varstvo, da lahko rečejo, opala, tole pa posega v moje človekove pravice. Ne morejo poslanci kar tako brskati, naprimer, po mojem telefonu, po moji zasebnosti. In naj Ustavno sodišče najprej preveri, ali je res v javnem interesu, ker temu bi morale biti namenjene parlamentarne preiskave, ali je res v javnem interesu, da se to počne, ali pa je to morda interes ene stranke ali pa celo samo njenega voditelja. Kaj pravite na ta argument? Gledajte, kolegica Tacer Perlin je govorila o odločitvah Ustavnega sodišča. Tle imam eno iz leta 2000, ki govori ravno o sodnem varstvu. Spoštovana kolegica Tacer Perlin, Ustavno sodišče je v odločbi zapisalo: preiskovalna pristojnost državnega zbora je na drugi strani omejena z ustavnimi določbami o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, torej ustavnimi določbami. Mi spreminjamo zakon, tako da ta argument seveda pade v vodo. Kar pa se tiče novega zakona, ki ga je seveda sprejela takrat Urška Klakočar Zupančič oziroma predlagala in takrat na njen predlog sprejel državni zbor. Gledajte, ta ista Urška Klakočar Zupančič je v preteklem mandatu blokirala ustanovitev preiskovalne komisije o preiskovanju energetskih spornih poslov, tako da se je sploh ni sklicala. In ta zakon ni bil sprejet zato, da bi uveljavil nove, bom rekel, nova sodna varstva, ampak je bil sprejet zato, da nastavi postopkovne barikade proti odkrivanju spornih poslov Roberta Goloba. To je bil pač v takratnem obdobju sprejet zakon strani vladne koalicije, takratne vladne koalicije, in vse te floskule sedaj, ki jih poslušamo strani predlagateljev referenduma, samo kaže na to, da si še bolj želijo zaščititi
vse te malverzacije, ki so jih počeli pretekla 4 leta. Glejte, kar se pa tiče zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji. Kolegica Tacer, oba sta poslanca. Tako jaz kot vi bo obedva morala postopati po istem zakonu. Enako pravico boste imeli vi ustanoviti preiskovalne komisije kot mi. No, tukaj vidimo Ščitite Roberta Goloba, samo to, kar malo, vam očitajo. tukaj vidimo temeljno nerazumevanje sredstev opozicije, kar se zdaj vidi tudi v državnem zboru. Ni res. Ne, opozicija in koalicija nista v enaki poziciji glede ustanavljanja preiskovalnih komisij, zato ker je to eno izmed orodij opozicije. In to veleva tudi ustava, da državni zbor mora ustanoviti preiskovalno komisijo takrat, ko jo manjšina poslancev, to je 1/3 zahteva. To smo mi sedaj storili. Poslanci, tudi gospod Poglaj med njimi, iz koalicije pa so to preprečili s postopkovnim manevrom, da so zavrnili dnevni red. In tukaj se moramo odzvati, da situacija, ki je bila v prejšnjem mandatu, absolutno ni enaka. To v bistvu, kar zdaj govorijo glede preiskovalke vezane na GEN-I. Kaj se je takrat zgodilo? Takrat, na začetku mandata, je SDS želela ustanoviti preiskovalno komisijo glede GEN-I-ja, ampak NSI takrat še ni bil zlizan z njimi in niso dobili 30 podpisov, imeli so jih samo 27. In zaradi tega so šli preko njihovih vplivov v državnem svetu. Kaj pa je tukaj ključna zadeva? Če državni svet da pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije, je ta ustanovljena po proporcionalnem načinu. To pomeni, da ima koalicija, torej ima večino. Če bi pa oni dobili 30 podpisov, takrat jih niso imeli, ker je NSI še takrat podpirala nekatere dobre projekte prejšnje vlade, bi pa potem imeli vsak samo enako število predstavnikov in bi seveda bila to manjšinska preiskava. Takrat so se zakvačkali in so najprej že kar prek državnega sveta vložili. Predsednica državnega zbora Klakočar Zupančič je bila potem v položaju, ko so oni čez 2 leti pa zahtevali o enaki vsebini, pa zdaj manjšinsko preiskovalno komisijo. In tukaj sta bili isti čas, 2 preiskovalni komisiji o isti vsebini in nažalost jih niso dopolnili obrazložitev v skladu z ZPS-jem, to je zakonodajno. Tudi to ne drži. Kolegica Godec je na ZPS naslovila takrat oziroma na predsednico državnega zbora popravljen predlog ustanovitve preiskovalne komisije. Prav tako ni šlo za isto. Seveda, da je šlo, pogledajte, v spis državnega zbora, spoštovana kolegica, očitno v prejšnjem mandatu niste sledili tokom dogajanja. Ni treba iti na oseben nivo, kdo je sledil kakšen tek dogajanja. Povejte, zakaj mislite, da ta zakon ni problematičen? Jaz sem vam pustil govoriti prej, zdaj bi pa tudi jaz prosil, da vi meni pustite. Toliko spoštovanja, ne nazadnje upam, da imate še v opoziciji. Glejte, spoštovana kolegica Tacer, zadeva je bila v prejšnjem mandatu popolnoma nasprotna, kar vi govorite. Glejte, šlo je za to, da smo mi predlagali popolnoma drugačno preiskovalno komisijo, ki je samo v majhnem delu se dotikala tiste, ki je predlagal državni svet. No in v čem je bila popolnoma drugačna? Povejte, v čem je bila popolnoma drugačna? Tista preiskovalna komisija je naslavljala celoten sektor energetike, tako HSI, celotno izpostavo GEN-a, ne pa samo podjetja GEN-I, kot je bila tista strani državnega sveta. Tako da primerjamo neprimerljivo. Zdaj pa samo eno vprašanje z moje strani, kolegica Tacer. Danes smo v izjavah slišali govoriti o politični policiji, o kršitvah, o možnosti vpogledov v SMS in vse ostalo, čeprav točno mislim, da to ne drži. Glejte, tukaj imam zakon, to je novela zakona. Pokažite mi, kateri člen govori o politični policiji. Kje govori, državni zbor bo ustanovil politično policijo? Pokažite mi. Ne, se to je retorično vprašanje, tega člena ni tukaj noter. Gre za propagandne slogane, ki ste jih pač uporabljali skozi ta obdobje nabiranja podpisov in s tem zavedli pač določeno število ljudi. Tako da se zelo veselimo referendumske kampanje, da jasno razjasnimo, da pač pri vas gre za prazne puhlice, kar pa v koaliciji želimo dejansko odkriti boj proti korupciji in ta zakon to prinaša. Seveda, kdorkoli bo SDS-u verjel, da želi odkriti boj proti korupciji, bomo videli. Zakaj politična policija? Gre za to, da zakon odpravlja kakršnekoli varovalke glede delovanja preiskovalnih komisij. In ko se zlorabi preiskovalno komisijo, ko politiki kar preiskujejo brez omejitev, to je potem de facto politična policija. Zato gre. Tukaj so bile varovalke, 2 leti nazaj so bile uvedene in bi lahko za ta mandat enako veljale za vse, v skladu s priporočili Evropske komisije, v skladu z odločbami Ustavnega sodišča. Celo pohvalili so nas predstavniki GRECO, ki so prišli vmes na obisk. Ampak očitno si trenutna koalicija želi preiskovalne komisije imeti kar vse povprek. Najslabše je pa to, da dejansko, zato ker ne bo teh varovalk,
se ne bo sledilo javnemu interesu, tam, ker je res treba imeti preiskovalne komisije, da se tudi politično odgovornost odkrije za tiste največje afere, kjer je javni interes in ena izmed njih je seveda tudi afera Black Cube, ki pa jo SDS svojo nenačelno koalicijo nažalost zdaj že drugič zapored blokira z postopkovnim manevrom. Ne gre za noben postopkovni manever, gre za to, da vi hočete ustanoviti eno preiskovalno komisijo v neskladju z poslovnikom o parlamentarni preiskavi. To je preiskovalna komisija Tamare Vonte, ki je v preteklem mandatu brskala po računih vaših novinarskih kolegov, gospod Slak, brskala po računih pravnih in zasebnih oseb, ki niso bili niti predmet preiskave, bili so navedeni kot priča. In veste kaj, spoštovana kolegica Tacer Perlin, v nadaljevanju tega mandata jeseni boste dobili na mizo kot opozicijska poslanka predlog spremembe tega poslovnika. Ta sprememba bo nastavljala vse to, kar se ne bi smelo dogajati skozi parlamentarne preiskovalne komisije. Brskanje po računih prič, poglede v zasebne komunikacije in vse ostalo, torej vse, kar si je privoščila Tamara Vonta v preteklem mandatu. Me takrat zanima, ali boste naklonjeni tem spremembam. Kajti poslovnik, spoštovana kolegica, je tisti, ki določa način delovanja parlamentarne preiskovalne komisije. Zakon pa določa, v katerih okvirih mora postopati. In še enkrat, nikjer mi niste odgovorili na vprašanje glede, kar se tiče vaših parol, lažnih parol o politični policiji in vse ostalo. Ne nazadnje pa imate odločbo Ustavnega sodišča, v kateri jasno Ustavno sodišče napiše: po mnenju pobudnikov bi moralo biti zoper akt o odreditvi parlamentarne preiskave zagotovljeno sodno varstvo. V preostalem delu očitek ni utemeljen, zaradi tega, ker osebam, ki so vključene v preiskovalni postopek, ni dana možnost izpodbijanja akta v uvedbi preiskave pred sodiščem. Torej, Ustavno sodišče vam je že v odločbah, katerih sedaj sami navajate, zagotovilo, da to sploh ni uveljavitev ustavnih odločb, kar je Urška Klakočar Zupančič naredila. Še enkrat, takrat je postavila postopkovno barikado proti preiskovanju Roberta Goloba. In to vi sedaj nadaljujete, ščitite korupcijo v tej državi, ščitite koruptivne prakse. Res neverjetno je, da se tako zlahka sklicujete na neke različne odločbe Ustavnega sodišča, ki vsakič drugo pripeljete. Jaz samo citiram tiste, na katere se vi sklicujete. Ja, veste, kaj bi bilo dobro? Zelo dobro bi bilo, če bi vi obrazložili, zakaj s tem zakonom v bistvu anulirate varovalke iz ustavne odločbe leta 2011, ki je ZPS direktno izpostavila, ustavna odločba leta 2011 veleva, da morajo biti varovalke za to, da se opozicijske poslance sistematično ne imenuje za priče in s tem izigrava to, da oni dejansko lahko sodelujejo pri preiskovalni komisiji. Tamara Vonta je 27 poslancev Slovenske demokratske stranke predlagala. Ne, samo na to se moramo odzvati. Vi ste pa dali več kot 3... 27 poslancev Slovenske demokratske stranke je Svoboda predlagala za priče v parlamentarni preiskovalni komisiji, ki je vodila Tamara Vonta, kjer ste govorili o Slovenski demokratski stranki in NSI-ju. Glejte, sedaj govorite o praksah, ki ste jih vi uporabljali. Jaz ne moram priti do besede. Izvolite. Lahko prosim. Ampak zavajate, ne? Ne zavajam. To je varovalka, ki je bila v prejšnjem zakonu in ste je vi omaknili verjetno zato, ker si ne želite, da bi opozicijski poslanci imeli besedo tukaj zraven. In to je bilo neposredno v neskladju z odločbo 2011, ki je bila ugotovljena. Na to vas je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, zato je zelo pomembno in bo tudi v tem postopku kampanje za državljanke in državljane, da si preberejo to mnenje Zakonodajno-pravne službe, ker točno pač pokaže tisto črno na belem, kar je res. Lejte, gospod Poglajen vsakič bo imel neko drugo odločbo in bo kar en stavek prevlekel, kakor so ga zadnji vaši kolegi glede tega. Ta odločba je pa govorila o načelu pravne države, pa take splošne stvari, tako da sploh ne grejo vsebino. Ampak mnenje Zakonodajno-pravne službe je ključno. Zakon ureja človekove pravice in s tem zakonom, s to novelo, ki jo želijo zdaj sprejeti in upam, da jo bomo na referendumu zavrnili, se načenja poseg v pravice vseh nas,
ki se lahko enkrat znajdemo pred preiskovalno komisijo. Ampak to so spet prazne floskole, kolegica. Dobro, saj mnenja so deljena. Brez kakršnekoli vsebine. Samo dovolite mi kratek odziv. Ne, bomo kar Ne, ste zelo veliko že povedali. Ja, Tudi s svojim zato smo obnašanjem. tukaj, da razpravljamo, spoštovana kolegica. Lejte, Ja, me pa pa zelo se tudi skrbi, poslušamo. če vi kot opozicijska poslanka govorite, da so odločbe Ustavnega sodišča kar ene črke na papirju. Ne, Lejte, jaz sem rekla, da jih vi jaz sem tako podal citate. uporabljate. Ja, ampak to so citati iz odločb Ustavnega sodišča. Super, da jih berete, tudi tisto iz leta 2011 jo lahko preberete. Bi bilo koristno. Prebral sem je dvakrat danes, piše v mnenju citati iz te odločbe pa Zakonodajno-pravne službe. očitno sami ne poznate vse. Dobro, še bo vroče, kar zadeva tega referenduma. Mislite, da samo res v enem stavku, mislite, da bo dovolj poslancev jutri, glede na to, da so dopusti, oziroma v četrtek na izredni seji, da se razpiše referendum oziroma določi datum? Glejte, na spletni strani Državnega zbora so vedno pač objavljeni, kateri od poslancev je napovedano odsoten v Slovenski demokratski stranki, glede na to, da tudi, bom rekel, vodimo odbor za pravosodje, seveda se bomo v veliki meri tej seje udeležili in seveda pač glasovali tako, kot nalaga tudi Ustava. Zdaj, kar se ostale vsebine tiče, upam, da bo referendumska kampanja podala odgovor. Prav tako seveda mi delamo takrat, ko so seje in tudi upamo, da bojo prisotni tako zdaj, kot v prihodnosti, ko se bomo spet odločali o preiskovalki Black Cube. Najlepša hvala, da ste bila naša gosta.